Dobrodošli v oddaji Moja družina. V oddaji se bomo osredotočili na družino kot osnovno celico našega življenja. Pri čemer se bomo z našimi gosti, ki prihajajo iz različnih družinskih okolij, poglabljali v njihove vsakdanje izzive, odnose, medgeneracijsko sodelovanje znotraj družine in ostale življenjske izkušnje, ter iz vsake individualne zgodbe skušali s praktičnimi nasveti za vas, dragi gledalci, izpostaviti vse dobro, kar prinaša blagostanje v mojo družino. Moje ime je Peter Slapšak in kot voditelj bom danes govoril s prav posebno gostjo. Maja Peron Strel. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Maja Peron Strel je ustvarjalka in glavna figura za vilinske simbole, ki so energijski simboli zasnovani za dvig osebnih vibracij in manifestiranje želja. Ti simboli, ki jih lahko nosimo kot nakit ali jih imamo v bližini, naj bi vplivali na različne vidike življenja, kot so zdravje, ljubezen, varnost in blaginja. Maja Peron Strel opisuje vilinske simbole kot orodja, ki pomagajo posameznikom povezati se z višjimi energijami in doseči osebnostno rast. Vsak simbol ima specifičen pomen in namen, na primer privabljanje ljubezni, zagotavljanje varnosti ali prinašanje blaginje. Simbole integrira v različne izdelke, kot so amuleti, zapestnice in celo vsakdanji predmeti, kot so steklenice za vodo, s čimer tako postanejo vsem bolj dostopni. S svojim delom želi Maja z dvigovanjem energijskih ravni in usklajevanjem s pozitivnimi izidi ljudem pomagati izboljšati njihova življenja. Prav tako ponuja mentorstvo, terapevtske pogovore in delavnice za izobraževanje in podporo posameznikom pri učinkoviti uporabi teh simbolov. Midva z Majo se ne bova pogovarjala samo o njeni karieri, temveč o njeni družini v širšem pomenu besede. Torej, Maja, s kakšne družine izhajate? Če začnemo v družini. Predvsem. Jaz izhajam iz majhne družine, zato ker sem edinka, kar mi pravzaprav nikoli ni bilo preveč všeč. Vedno sem si želela imeti sorojenca ali pa sorojence. Tako da prihajam sicer iz Ljubljane, živeli smo v mestu celo življenje, v nekem blokovskem naselju, ampak ni bilo kaj prav posebej hudega. No? Je pa majhna družina, tako da jaz sem si želela to, da ne bi imela samo enega otroka, tako da evo, na koncu sem pristala pri 2 hčerah. Odlično. Kaj pa recimo se pravi v Ljubljani v bloku, kakšno premoženjsko mogoče stanje ste imeli? Ne? Zelo solidno. Takrat, ko sem jaz odraščala, jaz sem še otrok tistih 70 let, je bilo super, pravzaprav ni bilo, zdaj se mi zdi, da je veliko bolj razslojeno, tisti, ki imajo veliko in potem tisti, ki se bolj kot ne grejo iz meseca v mesec in borijo za preživetje. Takrat, ko sem pa jaz odraščala, pa to ni bilo tako, Takrat smo imeli vse glih, pač tako, vsi korekten standard, enako, tako zelo soliden standard, tudi moj oče pač je imel dobro pozicijo v službi, mami na žalost je bila praktično celo moje otroštvo bolna, tako da je bila dinamika v naši družini malo spremenjena, ampak drugače pa prav res ničesar ni manjkalo. V bistvu je bil denar pa finance je bilo nekaj, s čimer se kaj dosti v tistem času se mi zdi, da ni nihče ukvarjal, ker je bilo samoumevno, da ga je bilo relativno dovolj. Živiš in ga imaš dovolj, da o njem ne rabiš razmišljati. Ne izhajam pa zdaj nekje prav zelo podjetniške družine, čeprav takrat itak ni bilo te miselnosti. Generalnem, na tem našem območju. Kako pa, bom rekel, kakšen pomen je bil pa na področju izobrazbe? A so v bistvu spodbujali k srednja šola, pa pol fakulteta, da bo dobra služba, pa dobra penzija, se pravi v tem klasičnem ritmu ali kako drugače? Ja, tako, mene niso glih prav preveč spodbujali, takrat so bili tisti časi, ko se je to kar bolj zahtevali. Je tako moglo biti. So bili tudi vzgojni pač ti pristopi malo drugačni, kot so danes.
No, ampak moram pa reči, ja, da pa ni bila pa glavnina, ne, recimo na tem joj, pa je treba, pa fakulteta, pa tako. Ampak spet, takrat so bili drugačni časi. Jaz zdaj, ko se pogovarjam recimo s svojo mlajšo hčerjo, ne, mi ravno zadnjič reče, ja, pa saj nisem nič toliko nekaj naredila. Pa rečem, ja, kako nisi nič toliko nekaj naredila? V bistvu si končala fakulteto in imaš za narediti samo še diplomo. In ona meni reče, ja, mami, ja, ampak to je zdaj drugače. Zdaj je fakulteta tako osnova, fakulteto praktično že moraš imeti. In potem sem razmišljala, to je res, ne, v naših časih je bilo to vseeno drugače, čeprav ja, seveda je bila pa ta miselnost, ne, dobro službo je treba imeti in potem ti je fino in za vse je poskrbljeno. Ja, takrat se tudi jaz spomnim, ko sem bil mlajši, ko je nekdo rekel, sem inženir, ne. To si bil pol res ta prav, ne. Ja, to šlo pa že zares, no. Tako. Mogoče eno vprašanje, ki me zanima iz družine, ne? Se pravi, kakšne vrednote oziroma spoznanja ste, bom rekel, odnesli kot popotnico v življenje? Zdaj odvisen iz katerega področja to govoriva, ne, jaz sem predvsem odnesla to neko lojalnost, kako je to pomembno, da v bistvu drugemu stojiš ob strani, tudi takrat, kadar stvari ne grejo, tako kakor je najlepše, ne, da o prvem pripiru ne moreš v bistvu se zaradi nekih neskladij poti kar ne razidejo, da je skupnost najpomembnejša takrat, ko stvari ne grejo v redu. Zdaj, kar se pa financ tiče, pa moja starša sta imela dober namen, ne vem pa, koliko sta bila uspešna, ker sem jaz začela ob vstopu v osnovno šolo, se pravi prvi razred, sem začela dobivati žepnino. Naj bi se naučila ravnati z denarjem. Nekako mi ni šlo, zato ker ko sem jaz dobila žepnino, je cela stolpnica jedla sladoled. Pa je malo te žepnine zmanjkalo, zdaj no, ne vem, jaz sem dosti kasneje v življenju dojela in osvojila lekcijo, da je treba varčevati takrat, ko imaš in da je treba malo razmišljati in si denar razporejati. No, to sem malo kasneje, ker sem že samostojno na svoji poti osvojila ene nauke. A ste bili tak miren otrok ali, bom rekel, bolj živ, so mogli starši kakšne, bom rekel, vzgojne elemente pri vzgoji uporabljati ali ne? No. Po pravici. Na pol po pravici. Prav mirna nisem bila nikoli, ne. Vedno sem zelo veliko razmišljala in vedno sem stvari želela početi tako, kot sem jaz mislila, da je prav, ne ravno tako, kot so mi rekli, da to mora biti. In če tudi sem jih naredila tako, kot se je od mene pričakovali, nisem bila zadovoljna. V bistvu vse bi bil tako tisti nemir. In jaz velikokrat rečem, da očitno sem jaz narejena na izkustveno učenje, tako da sem mogla veliko stvari sama preizkusiti in pasti in se potem nekako pobrati, da sem osvojila lekcijo. Ampak, če bi danes lahko spreminjala stvari, bi bila samo še majčkeno bolj svoja glava, zaradi tega, ker pač vidim, da imeti hrbtenico, imeti svojo voljo in razmišljati svojo glavo je nekaj, kar ti v življenju pride zelo prav. In moram reči, da sem jaz to pri svojih hčerah zelo, zelo spodbujala, ker se mi zdelo to prav, ker ko se ti naučiš že v zgodnjem času razmišljati nekako svojo glavo, tudi dosti težje padeš pod vpliv ostalih ljudi, ne. A je to, mislite, prirojen, pa pol, bom rekel, malo potreniran ali to ni prirojena stvar? No, ker ni voda, tako da nekaj je zagotovo prirojeno. Ne, veliko je pa potem tudi naučenega. Jaz sem se začela resno sama s sabo ukvarjati in tako samo sebe res zavestno spoznavati in tako pri svojih 20 letih. In od takrat se je veliko stvari spremenilo in jaz še danes mislim, ali pa vedno bolj mislim, da je osnova, da človek samega sebe zelo dobro pozna in da se zna obvladati. In če temu dodaš še par najbolj osnovnih teh duhovnih zakonov, potem v resnici v življenju lahko narediš
kar želiš in to tako, jaz absolutno ne zagovarjam nekih tako hitrih potez, nekih tako neki nasilo delati, nekih preperov, neki tako. Jaz sem človek, ki se izrazito izogibam konfliktom, če se le da, oziroma jih rešujem, preden do konfliktov pride. Ja. Super, imamo odlične iztočnice za drugi del, zdaj pa predlagam, da naredimo kratko pauzo in vabljeni nazaj čez nekaj minut. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Maja Peron-Strel. Predlagam, da kar nadaljujeva. In zanima me v vaših časih, kako se je v šoli izvajal red in disciplina. Kaj drugače kot danes, bolj učinkovito po vašem mnenju kot danes, ali pa ko so bili vaši otroci v šoli? Zdaj, v naših časih izravnili nas niso več toliko po rokah. To ne. Moram pa reči, da smo mi naše profesore pa tako učitelje kar spoštovali, so kar imeli eno malo drugačno avtoriteto. Ampak jaz recimo zdaj, ko sem gledala svoje otroke, ko so hodili v šolo oziroma še potem tudi v srednji šoli pa to, moram reči, da so vseeno tudi profesori do nas imeli malo drugačen odnos, kot ga zdaj gleda marsikje. A ste bili še včasih, ko so vas vikali? Hvala, Peter, za to vprašanje. Ne, pri očetu povem, da so. Ne vem, kdaj se je pa to zamenjalo. Ne, jaz sem hodila v šolo leta 80, sem šla v prvi razred. Sem se jaz rodil. Ja, tako da niso nas več vikali, ampak mi smo imeli, moram reči, zelo lepe odnose tudi potem, dobro, pustimo zdaj tista, ne prva triada, ampak pač ta prvi del osemletke, so bili pač itak, mi smo imeli eno tako staro učiteljico, ker nam je bila bolj mama, kakor učiteljica, pa tako da smo imeli vse glih en tak mehek prehod iz vrtca v prvi razred, ampak potem pa kasneje se spomnim, ko smo v 5. razredu dobili svojega razrednika, je naš razrednik res opravljal svojo nalogo. Mi, v bistvu, kjer je bilo kadarkoli, če je bil kakšen konflikt s kakšnim drugim profesorom in tako, smo ga vedno čakali, običajno jaz, ko sem bila predsednica razreda v tistih časih, sem ga vedno čakala pred razredom in tovariš, priimek. Mi imamo tukaj eno situacijo, a lahko tole kaj. Ja, in moram reči, mi smo veliko reševali tako s pogovori in ne vem, jaz imam zelo lepe spomine na osemletko. Gledam pa recimo zdaj, kako se dogaja, se mi zdi, da smo mogoče s to permisivno vzgojo, ki so se jo mnogi šli, malo zgrešili, zato ker jaz mislim, da je treba meje zelo jasno postavljati, zato ker ko ti postaviš neke jasne meje, potem imaš lahko noter veliko prostora za neko svobodo, ki je v okviru teh meja. Samo ono reči, da verjetno to je in v družini treba te meje postaviti in potem je v šoli lažje, ker ne smemo vsa krivda na šolo kriviti, mislim, valiti. Jaz sem pač ena tistih, ki menim, da je za vzgojo otrok odgovorna družina, ne šola. Zaradi tega, ker pač družina je tista celica, kjer otroci najbolj zaupajo svojim staršem oziroma pač ljudem, ki te otroke vzgajajo, ki so jim blizu. Včasih so to tudi rejniki, včasih so to stari starši, tete, ni nujno, da so to prav starši, ampak otroci od doma prenesejo vrednote in mi otroke naučimo vrednot oziroma ne naučimo jih, pokažemo jim, kaj so vrednote do njihovega 7. leta. In jaz moram reči, da tudi nisem zagovornica kritiziranja šolskega sistema, ki je prav preveč, zaradi tega, ker mi otrok nikoli ne moramo zaviti v vato in preprečiti, da bi se jim stvari zgodile, ampak menim, da je naloga staršev, da otroke naučimo, kako naj se oni na stvari, ki se jim dogajajo, odzovejo. Mislim, da je pomembno pa tudi to, da pa tudi profesori spoštujejo dijake in otroke, kar sem pa tudi zelo neprijetno presenečena. Formalna in neformalna izobrazba, kako v bistvu bi rekli, kaj je bolj pomembno za življenje?
Jaz mislim, da je oboje pomembno, predvsem pa je pomembna čustvena inteligenca. To so neke stvari, na katere se je v nekem obdobju mečkam pozabil, ampak čustvena inteligenca, kako v bistvu ti handle stvari, kako gradiš odnose, kako se odzivaš na stvari, to je osnova za vse ostalo. Samo čustvena inteligenca v šoli ne učijo, ne? Direktno mogoče ne, indirektno. direktno ne naučijo, ampak če pa mi kombiniramo dogajanje v šoli, pa starši, da znamo ven potegniti neke nauke in otrokom razložiti, kako bi se lahko odzvali, čemu je nekaj namenjen, kjer lekcije se lahko oni naučijo z določene stvari, ki se je zgodila, pa dobimo tudi tukaj eno tako zelo močno komponento, ne, izobraževanja. Tako da ne, šola samo od sebe tega ne uči, ampak zato jaz vedno govorim, namesto da vzgajate, da se toliko ukvarjate, kako boste vzgajali otroke. Če bi vsak starš najprej poskrbel, da bi vzgojil samega sebe in če bi se vsak starš zavedel, da je tisto, kar dela, tako glasno, da preglasi tisto, kar govori, potem bi bile zadeve drugačne. Ampak to je včasih malo težko narediti, zato ker je lažje kregati otroka, vzgajati otroka, kakor vzgojiti samega sebe. In biti pol zgled otroku, ne? Ja. Vilinski simboli predstavljajo v vašem življenju en velik delež. Pa me zanima, kako ste se z njimi srečali in zakaj vas je to toliko potegnilo not? Z njimi sem se srečala, ne vem, ker je bilo najbrž tako namenjeno. Srečala sem se pa v nekem obdobju, ki bi mu danes rekli obdobje skrajne izgorelosti. Takrat pa tega še nismo tako poimenovali. Jaz samo pač vem, da se mi je vse v življenju poderalo in da nisem imela ne volje, ne energije za nič. Imela sem pa 2 otroka, zakon, pa firmo, ki smo jo postavili na noge hitreje, kot smo mislili, in nas je prerastla. In v takih trenutkih ljudje začnemo iskati nekaj, kar bi nam pomagali in smo odprti tudi za stvari, ki jih drugače ne bi niti opazili. In v nekem takem trenutku sem jaz stopila v eno trgovino, vzela v roke eno knjigo, kjer so bile noter ene slikce, ker nisem imela pojma, kaj pomenijo, ampak me je spreletela tako močna energija, da to imam še danes kurja pot, ko se spomnim, ker to je samo, to ni bil snop, to je bil tako svetloba, ki je šla čez mene, kurja pot povsod, pa kot da mi nekdo vleče skalp iz glave. To so pač stvari, ki se zgodijo tudi, če ti vanje ne verjameš. To se samo zgodi. In jaz sem vedela, da moram tisto knjigo kupiti in sem začela to risati in itak nisem imela pojma, kaj sploh delam. Ampak jaz sem verjela zato, ker sem želela verjeti. In to je mogoče tukaj en pomemben, mogoče mora kdo to slišati, da včasih se nam težke stvari v življenju zgodijo zato, da nas pripelje do ene točke, da naredimo korak naprej, da odpremo oči. To je bilo nekako moje prvo srečanje z vilinskimi simboli. Potem sem jih pa začela zase uporabljati in bila prepričana, da je to samo placebo efekt, vse skupaj, ampak mi je bilo precej vseeno. Zaradi tega, ker ni važen, to še danes mislim tako, ni važen, kaj uporabljaš, pa kako nekaj deluje. Če te pomaga, potem to deluje, potem to uporabi. Pa ni pomemben, ali je to tale skodelica, ali je roza prašiček, ali karkoli. So bolj hvaležen, da funkcionira, ne? Točno tako, ja. Koliko vrst vilinskih simbolov obstaja? Zdaj, najprej bi rekla še to, da so mene vilinski simboli zapeljali iz financ, s katerimi sem se prej nekako ukvarjala, čisto druge vode, zato ker sem jih želela razumeti, ker sem želela razumeti sebe, ker sem želela biti dovolj dobra, da bi to lahko širila med ljudi. Sem jaz šla čisto na področje psihologije, energiji in takih zadev in sem se začela res aktivno izobraževati na teh področjih. In te mehke veščine, zato sem tudi prej omenila, kako zelo je pomembna čustvena inteligenca in te stvari. Simbol obstaja preko 150, v bistvu jih je preko 200. In to so simboli za različna področja življenja, za ljubezen, za zdravje, blaginjo, harmonijo, skratka za vse tiste neke stvari in kvalitete in vrednote, ki jih vsi živimo ali pa bi jih želeli živeti. A nastajajo tudi novi simboli ali je to zaključena celota? Zdaj, mogla bi povedati tako, te simbole je v letih 80 kanalizirala oziroma skreirala Marjetka Jeršek.
In te simboli so. Dela pa ona še vedno osebne vilinske simbole, ki so vezani se prav na ime, priimek in rojstni datum. Tako da ja, nastajajo tudi novi simboli, ampak jaz mislim, da je teh obstoječih toliko, da res nekih novih niti ne potrebujemo. Ne? Zelo zanimiva tema. Bova še nadaljevala in zdaj si bomo povzeli spet eno kratko pauzo in se vrnemo malo. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je prav posebna gostja Maja Peron. Pogovarjali smo se pred pauzo o vilinskih simbolih, pa me zanima, kaj dejansko pa je v ozadju vilinskih simbolov? Mene so vilinski simboli pritegnili, pustimo to najprej na prvi hip s to svojo energijo, ampak jaz sem še vedno človek, ki trdim, ne, da ni dovolj, da samo čutiš, da je treba stvari tudi razumeti. Ne. In mene je pri vilinskih simbolih zelo res pritegnili in to mi je dalo tako kredibilnost pri uporabi, se pravi njih samih, zato ker za vilinskimi simboli dejansko stoji sveta geometrija. Vilinski simboli so zgrajeni iz gradnikov, ki so se pravi v različnih razmerjih in to razmerje teh gradnikov daje vsakemu simbolu svojo vibracijo. In ta vibracija je se pravi pa enaka vibraciji tiste vrednote, tiste stvari, ki jo mi v svojem življenju želimo imeti. Ne? In ta sveta geometrija, potem, ko sem šla to malo raziskovati in to, sem si pa rekla, wow, to pa mogoče niso samo ene risbice, ne? To pa nekaj resnega tukaj zadaj stoji. In kaj zdaj tudi pomembno vedeti? Ne? Mi danes že vsi vemo, da je vse energija in hkrati, da je energija vse. A ne? Ampak vseeno je drugače, če mi nekaj vemo, da je, pa si nekje predstavljamo, ali pa če mi lahko nekaj vidimo, primemo v roke, mislim, to je dokazano, da stvari drugače delujejo, ker ti nekaj vidiš, primeš v roke, to dejansko potem se sprožijo v telesu procesi, ki vplivajo tudi na tvoj DNK, ki dejansko mnogo hitreje spremenijo tvojo vibracijo. In mi smo včasih vilinske simbole razlagali, kot da je to za orodje za delo z zakonom privlačnosti. Ne? Pač iščeš neke stvari, kako bi to razložil. Danes je popolnoma jasno, da mi bolj malo stvari pritegnemo v svoje življenje, ker mi že vse v resnici smo, mi že vse v resnici imamo, ampak skozi vso to obdobje, nekaj gre že tudi v bistvu iz preteklih generacij, nekaj so pač te karmične zadeve, ne, smo si mi pridelali tudi blokade. In ko mi te blokade odstranimo in ko se mi uskladimo s tisto vibracijo, na kateri vibraciji želimo biti, takrat mi potem vse te zadeve v svojem življenju imamo. To se sliši veliko bolj preprosto, kot v resnici je, zato ker na naš energetski konstrukt vpliva vsaka misel, vsak občutek, vsaka stvar. Ampak da pa se in vilinski simboli nam pri tem pomagajo. To je tako, kot recimo ti imaš televizijo, vsi kanali so že televiziji, ampak ko ti izbereš frekvenco in ko se priklopiš na določen kanal, gledaš določeno stvar. In enako je v življenju. Čeprav se sliši tako preprosto, da si rečeš, ne, to pa ne more biti res, no pač res je. V principu iz tega nekako pol lahko rečemo, prepusti se življenju. Ja, prepusti se življenju, samo če se hočeš ti prepustiti svojemu življenju, ne, moraš zelo dobro poznati samega sebe. Zakaj? Zato, ker nobena situacija ni ne dobra, pa ne slaba. Situacija samo je. Potem pa mi damo situaciji predznak in pomen, ki ga damo pa na podlagi naših prepričanj. Naša prepričanja so pa zgrajene na podlagi naših izkušenj, naših vzorcev. Tako da po eni strani zelo preprosta stvar, po drugi strani pa mogoče ne tako zelo. Stvari, v katerem bi se lahko dajala več oddaj skupaj, predvidevam, ne? Ampak zanima me, kaj vas danes trenutno najbolj motivira oziroma navdihuje v življenju? Mislim, jaz sem zdaj že toliko stara, ne, da sem se že naučila tako samo biti in mi take drobne stvari pomenijo res ogromno. Po drugi strani sem pa ves čas v nekih novih projektih s tem, da mene vedno vlečejo stvari, ki so povezane z ljudmi. V bistvu to prebujanje ljudi, to, ko vidiš, da daš nekomu upanje. Pozitivne spremembe. Ja, tako, da mu daš upanje, da mu daš moč, da ga opogumaš, da sam naredi korak, da samega sebe začne gledati z drugimi očmi. Jaz velikokrat rečem ljudem, mislim, če bi ti videl samega sebe s takimi očmi, tako kot te vidim jaz, bi bil ful ponosen nase. Take stvari, jaz tako verjamem v to, v pozitivne spremembe, v pozitivne stvari. Mi se nismo rodili
rodili zato, da trpimo. Mi smo se rodili zato, da nam je dobro, da oddelamo neke lekcije, ki pa niso nujno hude, težke. To so take stvari, ki mene je tako... To mi je pa... Vam je fajn, ne? Ja, to mi je pač dobro. Velikrat smo ljudje mnenja, ne, oziroma lastno mnenje je veliko slabše, kakor te vidijo drugi, ne? Velikokrat, ja. Ne pa vedno. Ne pa vedno, ja. Poleg dela pa me zanima tudi v bistvu, kaj vas pa sprošča, kaj počnete v prostem času? Jaz imam 2 kužata, eno zlato prinašalko, ki je moja, pa eno posvojenčico, ki sta mi jo od mlajša hči in infant pripeljala domov. In oni dve me redno vozita na sprehode. Tako da tudi takrat, ko se meni ne da, ja, grem, zato ker jo tako rada gledam, ker ste tako veseli in srečni, tako da mene gost izjemno sprošča in tudi rabim veliko časa, da sem sama s sabo, zato ker so moje misli tako glasne, da rabim ta čas med, da jih uredim, da v bistvu, da sem v tistih svojih občutkih, tako da sem res ogromno časa preživim v naravi, drugače pa kar... Imate kakšna posebna mesta, kamor še posebej radi zahajate? Imam kar par svojih kotičkov, drugače pa zdaj po novem, mi je ratalo Sveto mesto Krvavci in Zvoh, zato ker so gor že kar nekaj let so energijske točke. Letos so pa te energijske točke oplemenitili z velinskimi simboli in ko sem bila prvič gor, se uradno, se bo šele odprl, ampak ko sem bila prvič gor in ko sem videla to, tako da mislim, da zdaj velikrat hodim tja in to bi priporočili tako sem ljudem, da grejo, ker je to res tako prav na vrhu hriba s fantastičnim razgledom. Kar je pa zelo pomembno, je pa tudi to, da dejansko se naše telo drugače začne funkcionirati nad višino 1500 metrov, pa to zdaj spet imava časa, da to razlagam, ampak res, tja mi je tako. Pa zaenkrat še ni veliko ljudi tam. Da si lahko sam s sabo, ne? Ja. Kakšen pomen dajete družini, se pravi odnosih v družini? Največji. Meni so, jaz v bistvu tako, družina je, ne vem, primarna celica, en pristan, nekaj, kar se ti lahko vse drugje sesuje in pač imaš pa tisto družino, tako da jaz tudi vedno rečem, sej, včasih so zamere, sploh ko začnemo delati sami na sebe, pa gotovimo, joj, pa to mi iz otroštva, to ni, pa oni, pa imamo potem pa starši, pa takšne stvari, jaz vedno rečem, ne kuhate ni zamer, pokličite, ne veste, kaj se zgodi, a boste jutri še lahko pokličali starša, ali pa konec koncev vse enako velja, tudi starši lahko pokličejo otroke, ne kuhati nobeni zamer, ne tega početi. Po drugi strani bi pa poudarila tudi to, da družina, niso samo krvni sorodniki. V naše življenje stopijo kakšni ljudje, za katere imamo občutek, da jih poznamo že tisočletja, že iz prejšnjih življenj. In naša družina so lahko tudi neki ljudje, s katerimi nismo krvno pač povezani. Tako da jaz zelo velik pomen dajem tej pripadnosti, skupnosti, ne mnogim ljudem, ampak eno celico, en zapik vsak od nas rabi. Nekje sem slišal, da smo vsi nekje povprečje 5 ljudi, s katerimi se največ družimo. Kaj bi rekli na to? Mislim, ne vem, po eni strani je res, po drugi pa ne, zato ker če se ti družiš s svojimi otroki, je to tako. Se pa strinjam, če pa tako posplošeno gledamo, ja, je pa zelo pomembno, s kom se družiš. Pomembno je, da se v življenju naučiš tudi reči ne. Rekla bi, da ne je samostojen stavek, ki ne potrebuje nobene razlage. To je pač to, tega se ljudje premalo zavedajo, kako pomembno je to reči. Pa mi se moramo tudi naučiti reči, to ni moje. Zato, ker prevečkrat neka pričakovanja drugih ljudi vplivajo na nas in nas vlečejo dol. In jaz se vedno rada družim z ljudmi, ki so vsaj v eni stvari dobri, zato ker ljudje, ki so v nečem dobri in ki imajo dobro samopodobo, te bodo vedno spodbujali, te bodo tudi skritizirali, ampak to je taka konstruktivna kritika, ki te nekdo ne želi prizadeti, ampak ti samo pove, kako bi lahko mogoče ti naredil, da bi bilo to boljše. In jaz bi to zelo spodbudila ljudi in naj se ne trudijo biti rešitelji, ker mnogo ljudi zato, da bi izboljšalo svojo samopodobo, nezavedno, postajajo rešitelji drugim ljudem, zato ker se oni počutijo boljše, ko nekoga rešujejo.
to naj vsak malo razmisli samo sebi, zakaj to dela. Super. S tem bi tudi zaključila najmanj današnji pogovor. Tem je še kar veliko, o katerih bi lahko razpravljala oddaji Naša družina. Verjamem, da se bo našel še čas, da ponoviva najino srečanje. Hvala lepa za obisk, dragi gledalci in drage gledalke. Verjamem, da ste slišali in doživeli veliko zanimivih informacij in veliko stvari, ki so jih danes obdelala z Majo Peron-Strel, in vabljeni do naslednje oddaje, da se nam zopet pridružite. Hvala lepa.